ravno kar sta pred naslednjo igrico oziroma rubriko, postavil bom 3 vprašanja. Dobar. Od tega na eno ne rabite odgovoriti, na 2 pa ja. Prvo vprašanje je, kdo od poznanih slovenskih estradnikov vam je najbolj antipatičen? Drugo vprašanje je, s katerim igralcem ali igralko ne bi nikoli več igrala? Tretje vprašanje pa je, kdo je vaš slovenski celebrity crush? OMG! Kar juicy vprašanja. Juicy vprašanja, res je. Saj ne vem, kjer ga ne eliminiram v resnici. Zato, na prvi 2 vprašanji ti preprosto ne znam odgovoriti ta hip. S kom si ne bi nikoli več želela snemati, recimo to, ta človek pač ne obstaja. Vsi so bili v redu? Ne gre se za to, da so vsi v redu ali ne, ampak mislim, da gre vedno tukaj za to, da enostavno praviš svoje delo, so pa mogoče ob tem užitki manjši ali pa večji, a ne? Ampak nikoli pa še nisem res naletela na kakšnega kolega igralca oziroma igralko, da si pa ne bi želela snemati ali pa delati, ne. Tako da to je odgovor, je ne, a ne? Ne obstaja, ta oseba ne obstaja. Tako da tega ne bom izločila. Dobro. Prvo vprašanje se je glasilo... Kdo od poznanih slovenskih estradnikov vam je najbolj antipatičen? Aha, to... Pa zdaj verjamem, da niso vsi simpatični. No pa recimo, da bi pa tega si tega bova dala na stran. Ok, dobro, zmenjeno. Tega sva obvozila. Kdo je potem vaš slovenski celebrity crush? Moj začnemo s prvim, ker se tega najbolj spomnim. Celebrity crush je bil Marjan Smodej. Evo ga. Ok, jaz mislim, da smo dobili odgovore na 2 vprašanji. Pred ta prvem sprejmem. A sprejmete? Sprejmem, ja. Sprejmete, dobro. Tako da mislim, da sva to igrico tudi krasno dala skozi. Ste dolgoletni profesor na Igralski akademiji AGRFT in pravi velemojster igre. Zagotovo ste ena od oseb, ki lahko s svojim znanjem dobro oceni, kako nekdo igra. Zanima nas, kdo od igralcev serije Skrito v raju ne bi naredil sprejemnih izpitov za AGRFT? To je prvo vprašanje. Drugo, v svoji karieri ste igrali že z veliko vrhunskimi igralci. S katerim igralcem ali igralko najraje nikoli več ne bi igrali? Tretje pa je, razvrstite sledeče serije od najboljše do najslabše. Skrito v raju, Najini mostovi in Usodno vino. Ta zadnje je najlažji odgovor, zaradi tega, ker se znanje na vseh področjih, v vseh sektorjih, v vseh elementih izboljšuje, tako da je sigurno Skrito v raju najboljša in potem Najini mostovi, potem pa itak Usodno vino, ker je licenčna in jo ne priznavamo za svojo popolnoma. Ok, en odgovor imava? Prvi je bil... Kdo od igralcev serije? Ne bi naredil sprejemnega. Ja, odgovor je popolnoma preprost. Tist, ki ne bi prišel na sprejemne izpite. Lepo smo se tukaj zvili, ne? Ja. Kar se pa tiče drugega vprašanja, pa tudi lahko odgovorim, da če si enkrat igralec, ki ne zgublja veselja do igre, potem rad igraš z vsemi igralci. Krasno. Fenomenalni odgovori, no vsi trije, čeprav sem jaz mislil, da bom kaj džusa dobil tam pred tistem, kdo ni naredil sprejemnih, ampak v redu, sprejmemo vse odgovore, tako da najlepša hvala. Hvala.